Dobrodošli v novi epizodi podcasta Posavski obzornik z naslovom Odmevi Posavja. Danes je z nami mlada Brežičanka Brina Budič, ki je kantavtorica in predvsem uživa v ustvarjanju glasbe in pa piše tudi svoje pesmi. V življenju pa je preživela in doživela že marsikaj, tudi stvari, ki si jih mogoče običajen človek ne bi mogel sploh predstavljati. Dobrodošla, Brina, hvala, da si prišla k nam in si vzela čas. Hvala. Pa da kar začnem mogoče s tem letom 2022 v bistvu. Bi mi lahko malo opisala, kaj vse se je takrat zgodilo? Tako nasmehana si, ko omenim to. Ja, ful stvari. No, prvo sem imela operirano koleno. Okay. Potem se je pa pač zgodila nesreča, da sem pač padla iz konja, ker sem trenirala 6-7 let. Jahanje si prav trenirala? Ja. Wow. Potem sem še srce operirala. In ti poveš to z nasmehom, ker tako, to so res težke stvari. Sploh za takrat si bila stara koliko 16 let? 16. Ha. Ja, 16. Kako je pa recimo prišlo do nesreče s konjem? Jaz sem v glavnem, tako sem že rekla, trenirala. Ja. In potem sem imela to operacijo kolena, pa sem pač okrevanje sem imela. Pol leta nisem smela trenirati. In potem sem čez čas se odločila, da grem nazaj na trening. Aha, okay. Ker pač meni so konji pomenili vse. Mislim, še dan danes mi, ampak nimam časa trenirati. Aha, okay. Sem šla na trening in sem preveč sforsirala, ker očitno moje koleno še ni bilo čisto okej. In ja, je pol prišlo do tega, da sem padla. Torej si pri visoki hitrosti verjetno padla dol. Noro. In kako jaz razumem, si ti šele po nesreči, torej ne takoj, ne vem, bilo to par dni pol, ugotovila, da si izgubila spomin. Ja. Kako je sploh Jaz sem, pač ko sem preletela dol s konja, sem se v brado udarila. In pač sem posledično doživela pretres možganov. In smo bili tako, pač tudi družina, mami, ati, vsi smo bili v tem filmu, da pač sem okej, da ni nič narobe, kam je tudi zob ven zletel. In smo se s tem obadali. In pol čez 3 dni, pač, ker sem bila ful utrujena, pač ta pretres možganov, to te izmuči, te ful, no. Pa pač telo ti stres doživi, ko pač padeš iz določene višine pa hitrosti. Ampak so te spustili iz bolnice, nisi nič prespala v bolnici ali pa kaj, ti si tam prišla, pretres možganov in šla domov. Oni so me pogledali, pa so rekli, da mogoče pač, da je sam pretres možganov, da verjetno ni nič hujšega, ampak meni je pač ful, sem krvavela, ker mi je zob ven zletel, ne, in smo se pol pelali ob 7 zvečer v Ljubljano, da so oni meni ta zob zrihtali. In sem pol prišla domov in sem šla sam spat in pol čez 3 dni sem se pa usedla za zvezke. Ja. Glih matematiko sem hotela iti reševati in pol se pač tako tema, nisem se spomnila, koliko je, ne vem, 4x4. Wow. In kličem jaz Atija, jaz se ne spomnim, kako sem množivo, ne se zafrkavati, ne. Ja. Dej pejt useti se za klavir, pa neki probi zaigrati. Ampak sem bila glih sama doma, ne. In pol se jaz sedem za klavir, nič. In sem se začela jokati, smo se mami klicala, je prišla iz službe domov in smo šla na urgenco nazaj. In so me dali slikati, ker me niso slikali, ko sem prišla tam. Ne? Zanimivo. Okay. So me dali slikati in pol so ugotovili, da se mi je pač razlila tista tekočina v možganih, ali kak, nisem strokovnjak za to, ampak ja, in pol so rekli, da bom pač pretres možganov in da sem spomin izgubila, ne. Ampak ti niso znali povedati, so ti znali povedati, če se bo to če se bo spomin sploh vrnil ali ne, kdaj se bo? Nič. Oni so rekli, da to verjetno ni tako hud pretres možganov, pa da ni tako huda izguba spomina, ampak jaz sem rabila tako pol leta, da so se določene stvari vrnile. Mislim, ne vem, kakšne stvari iz otroštva se ne spomnim, pa sem tako, ne vem, sred dneva se sam spomnim, kot da bi nekdo tlesknil, pa se ne vem, mogoče spomnim, kak sem z babico nekaj delala ali pa kaj. Torej, ti še zdaj v bistvu prihajajo spomini nazaj. Pač tisti mali koščki, ampak tisto, kar je bilo zgubljeno, fejst je prišlo nazaj. Kaj ti je pa šlo po glavi, ko si ugotovila, da si izgubila spomin? Pač tista realizacija. Prvo sem se jokati začela, ful tega se spomnim. Mislim, pač
ne veš, kaj bi, ker se pač ustraši, sploh ne veš, kaj bi razmišljal, ne. Pač tisti čas sem šolo delala, ne. In tak mi je takoj to prvo na pamet padlo, kaj bom zdaj, kaj bo šolo, ne. Ker oni so meni rekli, da jaz šolo moram pustiti. Da moraš pustiti. Ja, da mi pač možgani se odpočijejo, oziroma pač, da ne bom bila pod takim stresom, da bojo pač stvari se lažje vračale. Aha. Ampak jaz... Ja, razumljivo, ampak vseeno, kaj bi pol mogla, pač 1 leto bi izgubila v bistvu. Verjetno kot pauza, ne. In kaj si ti naredila? Jaz nisem poslušala in sem šla v šolo nazaj, ne. Kako pa je bilo res vrnitev v šolo, pa nasploh, pač da si se mogla naučiti toliko stvari nazaj. Kaj je bilo najtežje se naučiti nazaj? Definitivno matematiko. Ne samo šolska snov, prav specifično matematika. Mislim, ker že pač tako po naravi nisem nek hud matematik in mi dela še kar malo probleme matematika. Ampak ja, to je bilo, pa ne vem, kitara pa klavir. Učiti se to nazaj, pa ne vem, ko sem pisala jaz pesmi, jaz se nisem nič spomnila, ne. In to je bil ta težki del, pa to, da dejansko ti, ko zgubiš spomin, izgledaš normalno, pač tep ni na zunaj ti ni nič fizično. Ja, razumem. In to zdaj drugim dopovedati, ne, Ja. pač tisto, ko ni bil v taki koži, malo težje to razume, ne. Ampak pač moram reči, da so vsi mi stali ob strani. Aha, družina in prijatelji. Ja, to sem te mislila vprašati. Torej, si imela dober nek podporni sistem, ni bil kdo, da bi te, ne vem, zafrkaval ali pa se norčeval iz tebe. Tudi profesorice so ti preskočili na pomoč nekako. Ja, mislim, tako ful so odreagirali na situacijo, no. Tako da. To je res lepo od njih. Rekla si, da si imela v tem času oziroma v tem obdobju, koliko je to vse skupaj trajalo, pol, da si nekako dokončno lahko rekla, približno imam nazaj spomin. Ja, tako, to se je zgodilo marca, tam septembra, oktobra. Torej glih sred šolskega leta v bistvu. Rekla si, da si v tem času, torej v tem obdobju pol leta, imela tudi težave z anksioznostjo, pa s paničnimi napadi in da ti ni problem o tem govoriti. Ja. Kak je to bilo oziroma kam so šle tvoje misli takrat? Jaz sem imela, pač poleg tega izgube spomine, pa to sem imela od 10. leta dalje probleme z srcem. Pač imela sem, prehitro mi je bilo v glavnem. Tako, aritmija, ja. Okay. Na, ne vem, srednjeva ali pa srednoči mi je sam začela ful nabijati po 160 na minuto. In itak spet telo doživi stres, ne. In pol posledično sem s tem, ker sem se jaz takrat še ful ustrašila, sem pol še za tem paničen napad dobila, ne. In pol se je to vse skupaj lepo zapakiralo v paket. Pol sem še ta spomin zgubila, pa še pač stres na stres je bil. Stres, to... Ja. Še enkrat, sploh si ne morem predstavljati in tudi marsikdo, ko posluša ali pa gleda to zdaj, si ne more predstavljati takih stvari. Sploh ne naenkrat. Ko se je to s spominom zgodil, sem jaz, takrat smo še hodili pač po bolnicah pa po zdravnikih zaradi srca še zraven, ne. In ne vem, zanimivo je, da eni so mislili, da imam z refluksom probleme. Aha. Potem smo šli privat, so pač ugotovili, da je srce. Pa so mi rekli, je bil pa glih tako maj, da bomo... To je bilo pol marca si imela nesrečo s konjem, maja si imela pa pač raziskave, preiskave glede srca. In so oni meni rekli, da pač imam aritmijo in da bi bilo to fajn pač operirati. Oziroma poseg narediti, no. In itak to misliš tako, srce mi bo operirano. Ja, mislim, to se sliši kar pač big deal, ali kak ne rečem. Ampak v bistvu pač ni da ti režejo, pa ti kje odpirajo, ne. Pač je sam poseg, me so šli čez glavno žilo, tle v dimljah so mi prerezali, pa so šli do srca, ne. In so pol ugotovili, da sem imela tako, meni se zdi, da so okrog srca neke odvečne žile, po katerih se pač kroži kri in ti pol to do tega pripelje, da si hitreje bije. Nekako tako, no. In pol so mi to zamrznili. In ja, zdaj, hvala Bogu, nimam več probleme s tem, ampak ne privoščim pa nobenemu tega. Res, ker to, ko ležiš na tisti posli, pa ko ti dajo še dodaten adrenalin v žilo, pa ti 230 nabije puls, je grozno, ampak se da preživeti.
Torej, po tej operaciji imaš umirjen srčni utrip in tudi nimaš pol več težav z anksioznostjo pa s paničnimi napadi, so se nehali? To se je vse pol umiril. Mislim, ful mi je bilo na začetku težko, ker nisem vedela, če mi še psiha zraven dela, ali če pač je to posledica vsega, kar se je zgodilo v tem enem letu. In sem pol pač itak smo se doma ful o teh stvarih pogovarjali, imam tako v redu starše in da me podpirajo in vse, da pač smo imeli pogovore po ne vem koliko ur o tem. In smo šli pol do psihologinje in sem hodila k njej leto pa pol in smo se pač pogovarjali o teh stvarih, ona mi je povedala, kaj lahko delam, da mi bo boljš, pa kakve vaje. Pa ne vem, dobila sem tako pač rekla, da je ful fajn, če ne vem, kak dnevnik pišeš ali pa ne vem, ful dolgi sprehodi, da si čim več zunaj, pa da delaš nekaj, kar te sprošča. Da se malo zluftaš tudi, da daš ta stres ven iz sebe v bistvu. Pa bilo je ful težko, no. Tako, to so bili panični napadi en za drugim, ne. Torej na dnevni bazi ali večkrat na dan tudi celo? Večkrat na dan tudi včasih. In pa to tudi, ne vem, v šoli, na primer, ne. Aha, pa si pa lahko nadaljevala pouk sploh? To je bil ful problem, ker ti, ko si v tem stanju, ko imaš paničen napad, se v bistvu telo na nek način bori za preživetje, ne. In te zmuči, fejst. Ko se treseš telo, mišice ti čisto zakrči, ne. Mislim pač hodila jaz pol domov in pol tudi nisem bila veliko pri pouku. Ja. In pol, mislim, bila je ena točka, ko sem bila ful slaba, pač čist na dnu in so bila tudi pač v vprašanju antidepresivi. Aha, tudi koliko si bila takrat stara? 16 let? 16. Mislim, pol čez čas ugotoviš, da če se ti ne vzameš v roke, pa da ne boš nekaj na sebi naredil, pa to, da bo tebi boljš, da težko prideš ven iz tega, no, tako da res, pač jaz sem imela prav, mislim, se imam še zdaj rutino, dnevno, pač ne vem, 1 uro si vzamem za sebe, greš ven, si v naravi, greš na sprehod, pa če te kakšna stvar teži, dej ven iz sebe, pogovarjaj se z nekom. Pač, ker to, ko požiramo v sebe te stvari, to se mi zdi, da je najslabše. Kaj bi rekla, da bi to bil tudi tvoj glavni nasvet? Kaj bi recimo rekla nekomu, ki je mlad ali pa ki se sooča z nekimi psihičnimi ali pa še zdravstvenimi navrh težavami? Tako sem rekla, jaz mislim, fajn je tudi, če imaš tako družino ali pa ne vem, vrstnike, da se lahko o teh stvarih pogovarjaš. Podporo, iz zunanjega okolja v bistvu. Čim bolj ven dati to iz sebe. Pa pač poiskati, ne te biti strah poiskati pomoč, ker gre za tvoje dobro pa za tvoje zdravje. Ker se mi zdi, da se večina ljudi boji prositi dejansko nekoga za pomoč, ampak to je najbolj, ko lahko narediš. Jaz ti lahko sam čestitam, da si v bistvu preživela tisto celotno leto in da si se ven iz tega, mislim, sama v bistvu, da si šla tudi ven iz tega. Rabiš čas, ampak prideš do te točke, mislim, rečeš, da si čisto okej, no. Mislim, sej, kdaj, če sem ful pod stresom, prideš še kako mali paničen napad, ampak se naučiš handlati s tem. Verjetno si se veliko naučila iz teh izkušenj, ker jaz mislim, malo predvidevam, da verjetno zdaj bolj ceniš neke stvari, ki jih mogoče drugi jemljajo kot samoumevno. Kaj bi še rekla, da si se recimo naučila iz tega? Definitivno, da ceniš da ceniš to, da ne vem, da se imaš o tem za pogovarjati. Ker jaz mislim, sigurno sem si malo prekrivala, da sem sama, da nimam nobenega, ampak ne, pač sem imela tam starše, sem imela tam prijatelje. Pač ni zmeri neka lučka v temi, pač sam najditi moraš pot do nje. Hvala Bogu, da so neke take lučke. Zdaj, ne skrivaš to dejstva, da si verna, da ti vera veliko pomeni. Je bila tudi to ena izmed teh svetlih lučk, ko si rekla v temnih trenutkih? Je bila, mislim, jaz hodim na oratorije, odkar sem bila mala in sem tudi animator, zdaj že, ne vem, 6 let verjetno. In glih, ko sem pač leta 2022, pač ko se mi je vse to dogajalo, so moji rekli, ne, da ne bo šla na oratorij, ne. In sem šla, ker meni je to fajn in jaz sem bila tam čist sproščena in prav, ne vem, fajn mi je bilo.
In pol, pač vsako leto se mi zdi, da bolj, pač predtem sem bila ful odmaknjena od, ne vem, te vere, cerkve, Boga, če bi lahko temu tako rekli, ne vem. Nisem bila toliko pri teh stvareh, kot se mi zdi, da bi lahko bila v tistem času, ko sem dejansko to rabila. In sem vsako leto bila bolj povezana s tem. In zdaj moram reči, da mi je to neka pomoč in nek prostor, na katerega se lahko zatečem, če pač mi je težko. Torej je čist nekako naravno do tega prišlo, ni da bi te, recimo, da bi zaradi družine mogla hoditi v cerkev, ti si to sama našla na nek način. Ja. To je zelo lepo. Zdaj večkrat si pa omenila tudi, da je glasba bila v bistvu ena še večja luč, ki ti je pa mogoče na nek način kot terapija, mislim, da si enkrat rekla, ki ti je pač pomagala prebroditi vse stvari v bistvu. Zakaj glasba? Od kdaj glasba? Ja, jaz sem itak odraščala v taki družini, da dedek pa babica sta zmer pela. Tudi mami, ona je igrala klavir, pa pela mi je skozi. Vem, da ko sem bila v Trebuhu, da mi je ona napisala pesmico in da mi jo je skozi pela in tudi, ko sem bila, ne vem, tam 6 stara, mi jo je tudi še kar pela. In tam se je pol vse začel in ona mi je, vem, da so mi kupili en mali klavir, ko sem bila 4 stara. In sem jaz tisti klavir igrala, pa me je mami učila, pa sem šla pa v bistvu v 6. razredu, pri 6 letih, sem šla v glasbeno. Ja. In se prav spomnim, ko smo prišli tam v tisto sobo, ko je ful instrumentov, sem se usedla za klavir in sem rekla, da jaz bom klavir igrala. Aj, ker ga imaš že doma. Ja. In potem sem v glasbeno hodila 6 let. Potem sem pa nekako, sploh ne vem, kako je prišlo do tega, ampak jaz sem vmes začela tudi kitaro igrati, posledično od oratorija. Aha, ja, na oratoriju vedno rabijo nekoga, da spremlja te banse po to, ne? Ja, in meni je bilo zmer to tako, wow, jaz bi tudi mogoče kitaro, da je na oratoriju igrala, nekako s klavirjem bolj težko tam zunaj. Ja, synthesizerjo mogoče že, ampak težko. Ja. In pol je pa moj krstni boter, ki zdaj, on je tudi glasbenik ogrom in je na Dunaju tudi v bistvu, je on že, vem, kakih 10 let. In me je on učil malo kitaro igrati. Pa ena punca iz oratorija, ki mi je bila zmer tako ful všeč. Mislim, se mi zdi, da si vsak tist, ko hodi na oratorij, ve, da si izbere enega animatorja na ime Svet. In sem pol k njej hodila, pa me učila kitaro. Pol sem jo pa dobila, se mi zdi, da tam v enem 7. razredu mi jo je boterček kupil. In jaz sem itak to peljala skozi. Ja. Torej za klavir si hodila v glasbeno šolo, za kitaro si se pa pol nekako sama naučila pa prek te animatorke v bistvu. Ja, ona pa boderček sta. Mislim, malo sta mi pokazala, ampak potem sem pa sama bolj rinila v te stvari. No. In sem se pol kitaro naučila igrati, potem sem pa začela malo pesmi pisati. Aha, čakaj, kaj pa pela si pa že skozi ali si prvo bolj hodila, bila instrumentalistka v bistvu na nek način? Instrumentalistka. Jaz sem hodila sam na klavir, pač to teorijo, ko je zraven. Pet se pa jaz učila nisem nikoli in tudi zdaj se v bistvu ne, čeprav bi bilo fajn za moje glasilke. Tako da ja, mislim, pela sem tako doma za sebe. Ne. Kdaj si pa pol ugotovila, da je petje oziroma tudi pisanje pesmi nekaj, kar ti je zelo všeč? To je bilo tam iz 9. razreda v prvi letnik. Tist first heartbreak. To ti je s tistim se je odprlo. Dalo materijala za pisati. Ja. In takrat sem pač to prvo pesem napisala. Jaz sem tako, skozi sem si nekaj prepevala v glavi, ko sem bila mala, ampak prav, da sem dala na papir, vse je bilo pa tam 9. razred prvi letnik. Pol sem pa to prvo pesem, ko sem napisala, ko sem spomin izgubila, sem jo čist pozabila. In pol se je s tem začelo vse. Aha, pa si že takoj na začetku ustvarjala pol z Robertom Petanom oziroma v njegovem studiu? Ti je bil on kot nek mentor v bistvu za komade? Ja, to je bilo... Jaz, ko sem se spomnila ta komad nazaj, Mixed Feelings, to je bil to prvi, ne vem, ne spomnim se, kako smo stopili v kontakt z Robjem,
Ampak vem, da je imela mami nekaj pri tem. Ne spomnim se čisto točno. Menedžer. Ja, ne, to mi je tudi zdaj, tako da hvala mami. V glavnem, nekako smo stopili v kontakt in pač je on tudi zvedel, kaj se je vse zgodilo in je rekel, da bi bilo škoda, da se pač to ne izda. In smo se pol midva spoznala, pa jaz sem bila tako v studiu pri njem, pa smo pač začela delati skupaj in je bil dobesedno ko oče muzike, bi jaz temu rekla. In ja, pol je ta komad nastal in smo ga tudi izdala vedno. Koliko komadov pa si že izdala vse skupaj? Zdaj jih je 5-6, mi zdi, da nekaj pa. Zdaj, koliko sem jaz gledala na začetku, mislim, najprej si pela v angleščini, zdaj poješ v srbo-hrvaščini, lahko tako rečem, srbščini, hrvaščini, nekaj od tega. V katerem jeziku se bolj vidiš ali pa v katerem stilu, žanru se mogoče bolj vidiš? To jaz že sama pri sebi, zdaj imam glih to dilemo. In ful, ne vem, ali bi nadaljevala, mislim, ker ipak smo na meji, ne? Ja. In se mi zdi, da tudi Slovenci malo bolj, mislim, naša generacija posluša bolj hrvaško, pa srbo-hrvaško muziko. Po drugi strani mi je pa ful fajn tudi v angleščini pisati, ne? Kaj pa slovenščina tukaj ne pride sploh upoštev? Ne pride, mislim, tako ful težje. Ne vem, sam tako se mi zdi, da ne najdem te konekcije z jezikom, ker babica pa dedek sta Hrvata. Mami se je v Avstriji rodila, ampak tudi tekoče govori hrvaško, ne? In pač od malega govorim hrvaško. In mi je to v bistvu tudi zaradi tega verjetno lažje. Ampak se trudim v slovenščini tudi, da bi kaj izdala vedno. Torej, pišeš tudi kdaj, kako pesem v slovenščini? Torej v bistvu na nek način pač iščeš sebe skozi svoje komade. Nisem se čist našla, no. Ja, jaz se zelo veselim novih komadov, ki jih boš izdala v bilo kjerem jeziku bojo. Hvala. Pa si kdaj želiš, oziroma si želiš, da bi bila glasba tvoja karijera in tvoj glavni tudi, ne vem, vir dohodka? Želim si, da bi pač to malo bolj zaštartalo se vse skupaj. Mislim, sem še časa, stara sem 19, pa tudi srednja šola, da se to lepo konča vse. Ampak tako, mislim, z dostimi znanimi temi pevci sem sodelovala že tudi, ne? In tako sem se pogovarjala, je naporno. Ni spet tako lahko, pač imaš skoraj nočno življenje, ne? Ja. In se mi zdi, da če bi se to zdaj začeli že dogajati, da bi jaz enostavno pregorela. Ja. Se mi zdi, da je tudi veliko, ne vem, glasbenikov, ko začnejo že dost zgodaj, dost mladi, pa ne vem, ali šole ne končajo oziroma pač jih odpelje, kam jih odpelje, no. Tako da v bistvu si se dobro odločila na nek način, no. Ja, jaz sem rekla, da mi je šola itak prioriteta. Pa zdravje, seveda. Ja, to definitivno. Pa da pač bomo videli, kako se bo razpletlo vseeno. Ja, vseeno pa nisi neznan obraz na glasbeni sceni, sploh na posavski glasbeni sceni. Nastopila si že na Mestni promenadi, pa v Kostanjevici, v galeriji Božeta Reakca. Tudi svoje koncerte si imela s kitaristom, pač s spremljavo. Kak ti pa je občutek na odru? Mislim, te daje trema tudi pred domačimi poslušalci, ali si čisto sproščena? Na začetku je bilo tako ful neka stiska, ko sem bila na odru. Vem, da sem prvič, ko sem bila na odru, je bilo v MC-ju. In se spomnim, da sem bila tako živčna, čisto grozno je bilo. Mislim, bilo je super, ampak jaz sem se tako čudno počutila, ker sem pač nervoza, ne? Ampak ne, polje pa sem tako, kot da bi kliknil s prsti, vse zginilo. Ne vem, no, ta največji koncert, če bi lahko rekla, ko je bilo v Kostanjevci, ko smo bili predskupina Magnifiku. Ja, čestitke. Hvala. Jaz tam nisem imela nič treme in mi je bilo ful čudno, tako, vem, da takrat sem z Rokom pa z Nino igrala, sta me tako gledala, mislim, kaj je s tabo narobe, ti nimaš nič treme. Meni je bilo, ne vem, samo tako, fajn mi je bilo ful, no. Pač, ko stopiš na oder, pa tako vidiš 2000 ljudi. Torej, si narejena za to bi lahko rekla. Ne, super, vsaka ti čas. Kaj pa ti poslušaš? Imaš mogoče kak najljubši žanr, ki ga poslušaš, ali pa ki ga rada prepevaš? In ali se razlikujeta?
ful raznoliko muziko poslušam. Okay. In tako prav, da bi rekla nek poseben žanr, da mi je všeč, ne bom lagala, ne vem, ker res preposlušam ful enih stvari. Okay. Ampak tako, pa tudi ko me kdaj vpraša, kjer ti je najljubši izvajalec, ne vem, ne morem si izbrati, ker pač vse mi je všeč. No. Razen tisto, ne vem, hudo rock metalika ali karkoli, to mi je edini, drugo mi je pa vse res užitek poslušati. No. Torej poslušaš in slovensko, in ne vem, balkansko, in angleško muziko. Vse. Ja, pol bo pa naslednje vprašanje ful težko za tebe. Če bi lahko sodelovala z nekim glasbenikom v duetu, kdo bi to bil? Tako nasploh ali slovenske scene? Lahko boje poveš. Mislim, še bolj težko naredila. Ne, zdaj bi lažje. Ne vem, iz slovenske scene, naprimer, mogoče Nina Pušlar. Zanimivo. Ali pa Joker Out. Ta je bila ful dobra. Ja, to bi bilo ful fajn. Okay. Drugač pa iz balkanske scene, tako nasploh, mislim, se ni, da je Slovenka v bistvu, ne? Ja. Z njo bi ful takoj. Zanimivo. Ona mi je iz balkanske scene najboljša. Mislim, da bi se tudi glasovno dobro ujele, ne? Glede na to, da ima ona tako bolj nižji glas. Ona mi je res tako. Ful dobro. Upam, da boš uspela doživeti ta duet. Ful dobro. Kako pa v bistvu izgledajo tvoji dnevi? Zdaj vem, da obiskuješ 4. letnik, ampak rekla si tudi, da veliko pišeš. Ali temu posvetiš dosti časa načeloma v popodnevu? Zdaj odvisno, koliko je inspiracije. Ampak mislim, če me tako zadane kakšna ideja, si vzamem pač, koliko rabim, da pač naredim celo stvar, lahko so tudi 3-4 ure, ne? Se kaj, zapreš v sobo prav? Ja, zaprem se v sobo. Točno tak. Ne vem, da sem enkrat do 11 zvečer nekaj delala. Okay. Mislim, meni se pač na nek način mi je to všeč, da pač ja, torej, se spustim svoj svet. Ko dobiš navdih, pač ga uporabiš v bistvu, no? Ne glede na to, kje si. Kaj pa poleg glasbe? Kaj te na nek način osrečuje? Oziroma, kako preživljaš svoj prosti čas? Zdaj, zadnje čase sem ful v naravi. Okay. Ker me, ne vem, tako dolgi sprehodi ali pa ne vem, jaz tam, ko sem doma, imamo ob cesti en potok, izvir in tam cele dneve sedim, ker mi je, ne vem, ful fajna energija mi je tam. Okay. To je ful dobro, da se tudi zluftaš na nek način, tako smo že v bistvu prej rekli. Ja. Zdaj moramo se dotakniti še tekmovanja Superstar. Tam si v bistvu kar navdušila, pa me najprej zanima, kako si se sploh odločila, da si se prijavila na ta šov? Bilo je tako v bistvu, da sem se eno leto prej hotela prijaviti na Slovenija ima talent. Oziroma, da me je nekdo drug prijavil in še danes ne vem kdo. Noben od tvojih domačih ali pa prijateljev? Ne, edin, če me noče povedala. Ampak nekako nisem bila za to, da bi šla. In pol sem videla v bistvu, da pač je za Superstar reklama prišla ven oziroma razpis. Okay. In sem pol jaz to malo razmišljala in sem tako, mislim, zakaj ne bi probala, ne? Mislim, se izgubiti nimam nič. In sem pol prijavila, ne? In kak je potekala ta celotna izkušnja? Ja, prvo so oni pač, ti moraš vse podatke poslati, pa ne vem, posnetke, kako poješ, oziroma pač s čim se boš predstavil, ne? In pol sem pač jaz povedala, da bom kantavtorsko pesem zapela, ne? In jih je očitno to tukaj pretegnilo že. Ja, se mislim, da je bolj izjema, mislim, da nastopiš svojo avtorsko pesmijo. Ja. No in pol so bile v te predaudicije, ko v bistvu pač Severine, Tončija, Nike pa Filipa tam ni bilo. Okay. So bili sam te voice coachi tam. In so pač takrat sem jaz svojo pesem sem zapela, pa še eno angleško. Ali ne? Da se ne spomnim. Meni se zdi, da je bilo od Tošeta Projevskega ena. Od njega. In pol so pač oni to preposlušali tam v živo in pol sem jaz dobila čez teden, 2 rezultat pač, če sem prišla sploh v oddajo ali ne. Torej na audicijo v oddajo. Ja. Okay.
Okay. In sem prišla naprej, ne. In me je bilo to tako, ok, mislim, nisem se nič neki ful, ne vem zakaj, ampak tako nisem dala teh čustev ven iz sebe. Pa so bile pa te audicije, ko so dejansko že začeli oni snemati vse. Ja. In je v bistvu ful je zanimivo, ko prideš tam, no moram reči. Razloži. Povej kaj več. Zjutraj smo, ne vem, ob 8 smo prišli tam. Ti si lahko starša samo pripravljala, pa kakšne prijatelje, jaz sem pa tako, ne, jaz grem sama, ker vem, da... Sama, samostojna. Ne, ker bi me še ful bolj, se mi zdi, da napsihiralo, da bi vedela, da me od ozadja oni poslušajo. Aha, ok. Ker tako, pač cenim, da me ful podpirajo in vse, pač res obožujem svoje starše pri teh stvareh in nasploh. Sem hvaležna, da imam take starše. Ampak, ko pa pride do teh nastopov, sem pa raj sama sabo. Da imam pač tisti svoj nek mir, da me nekdo ne moti. Okay. V bistvu. In ja, smo bili tam 12 ur, pač to snemanje je tako potekalo in sem spoznala ful pač novih ljudi. In smo še kar v kontaktih, prav lepo je spoznati pa zgraditi nova prijateljstva, no bom tako rekla. Z ljudmi verjetno, ko se ukvarjajo z isto stvarjo kot ti, petjem, glasbo, ne, da se lahko tudi poistovetiš na nek način. Pač tako res uživali smo tam, peli smo skozi, ker so bili pač v tistem prostoru, ko smo vsi čakali, da smo šli na ta naš nastop v bistvu. So bili instrumenti, ne, in smo pač mi skozi smo tam igrali in je bilo res ful fajn in pač druga smo skozi podpirali. In ja, pol pa pride ta trema, ko moraš ti iti pred 4 sodnike. Jaz sem bila zadnja. Čisto zadnja sem bila. Čisto na konc dolgega dneva, verjetno. In sem bila že tako ful utrujena, ker tam, ko si 12 ur pod temo in samimi lučmi, pa ne greš nič ven, je malo tako, ampak sem pol prišla tam. In pač tako snemajo v Zagrebu in so tako ful zapuščene pa stare stavbe, ne. In ti pa, ko prideš not, pa je vse zrihtano, si tako, wow, ne. Čisto drugače, verjetno, ne, ko zunanjost pa notranjost. In je tako, da smo v bistvu čakali v enem prostoru in pa greš tako čez neke hodnike in je tako samo ogromna hala, v kateri se pa pač to snema. In je vse na minuto, na sekundo naštimano, ne. Ker še to je dodaten pritisk, verjetno, ne samo ta trema, ki jo tako ali tako že imaš. Vsi v slušalkah, oni mikrofončki, kamere, drugi ti odpirajo vrata, ne. Wow. Pač res je, wow. In potem sem pač, ko stopiš ti na tisti stage v bistvu, se tako šele zavedaš, da si dejansko pred njimi, ne, in da te bojo poslušali. In to pred kar velikimi imeni. Kdo vse je bil v komisiji v bistvu? Filip, zdaj ne vem točno, kako se piše, ampak je on tudi producira za Severino, pa Severina. Aha. Pa Nika Turković. Ona je tako, mi smo še kar v kontaktu, no. Res, ja, zelo lepo. In je ful fajna oseba. Pa Tonči Hulić. Tudi, ker je legenda v bistvu. Ja, v bistvu, tako, ko smo se pač preden začneš nastopati, smo se tako malo pogovarjali, da se ta tema malo razbije. In je bilo pač tako v redu, no, ful so prijazni, moram reči. Pa nisi pričakovala tega prej, da bojo tako prijazni? Ne, tako, nisem vedela, ker se mi zdi, da za kamero, mislim, ja, doskrat ful drugače. Mislim, tudi, ko sem bila v Zagrebu, se vidi pač, ker mi, ko vemo, kaj so dejansko vse snemali, ne, ker smo bili tam prisotni, pa kaj na televiziji, je ful drugače obrnjeno, ne. Okay, na kak način to misliš? Tako, naprimer, jaz, ko sem delala svoje izjave, so ful stvari zrežejo ven, ne. Pač zrežejo itak tisto, zrežeš, kaj je dobro, da dajo oni v oddajo, ne. Ampak jaz sem pričakovala, da bojo vse pustili noter, ne, ampak so pol več sami neki izsečki, tako prav ko so pač prihajali nazaj iz teh audicij. Prav pač preden ti prideš noter, ko tam sedijo, pa te čakajo, prav povejo, kjer nekaj vprašal, naprimer, ne. Ampak tako, ja, izjave pa to je pa vse pač tako, kot dejansko ti poveš. Pristno v bistvu. Pristno. Ni nič, da bi ti oni govorili, a zdaj pa to povej, ne. Oni se pa odločijo, kaj bojo uporabili, kaj pa ne v bistvu. Ja. Zdaj, na audiciji si še posebej, če lahko rečem, navdušila Severino, mislim, da se je to celo jokala. To je kar veliki kompliment v bistvu. So ti ostali v spominu
mogoče komentarji, kaj so ti rekli sodniki, kakšni so bili odzivi? Nisem pričakovala tako dobrih odzivov, čisto iskreno povedano, in mi je bilo ful. Pač tako, v momentu, ko sem to slišala, nisem še dojela. Pol, ko so se kamere ugasile, sem se pa zjokala čist, ne. Pa pol, ko smo doma tudi gledali, pač so mi solze pretekle. Svaka ti čast. Ampak, ja, mislim to, da je Severina bila objokana, mi je bilo, wow. To je bil the moment. Ja, res, ker pač je ful znana oseba in tako se mi zdi, da jo zelo veliko ljudi poznano. Ja. Pa tudi Filip je komentiral, da imam čist tak glas za pač produkcijo, pa za producirati dober in mislim, vsak je povedal ful lepih komentarjev, no. Torej, čeprav razumem, šla si naprej v naslednji krog tekmovanja, ampak si se ti pol odločila, da ne boš nadaljevala. Zakaj? Je stres biti tam, ne bom rekla, da ni bil, in jaz sem še lani tako šepala malo na eno nogo s tem svojim zdravjem pa s temi paničnimi napadi. In pač to naslednje snemanje, ko je bilo, bi pač v bistvu bi mogli tam prespati v Zagrebu, ne? In meni je bilo to tako, mislim, ni mi bilo glih ful prijetno, ampak da bom tako sama čista, mislim, se iz Zagreb Brežice ni tako daleč, ne? Ampak je bila tudi šola vmes, ocena in sem rekla, da pač žal ne. Mislim, lahko grem, ne vem, zdaj ali pa naslednje leto komot, ampak sem rekla, da pač šolo bi rada speljala do konca, da me pač ne bo slučajno to, da me 2 dni kaj, pač da me 2 dni ni, da mi bo kaj obrnilo v šoli ali pa karkoli. Tekmovanje se je pa dogajalo lani, med šolskim letom, verjetno. Ja. Prvo snemanje je bilo maja, to, ko bi pa mogla iti na naslednje snemanje, je bilo pa glih oktober, november, nekaj takega. Pa ste mika mogoče, da bi se prijavila še na kak glasbeni šov oziroma tekmovanje? Res? Povej. Tako ful sem razmišljala, da bi šla na kak ta The Voice, ker zdaj vem, da je tudi na Hrvaškem, se mi zdi, da celo. Ali pa, mislim, iDJ šov v Srbiji je res wow, ampak treba do Srbije priti. Ja, to je res. Tako da bomo videli, kako bo. Te pa mikajo bolj šovi južnej oziroma v na Hrvaškem pa v Srbiji ali tudi kak slovenski mogoče? Bolj se obračam na hrvaško pa srbsko stran. Tako da ne vem. Mislim, bomo videli. Ja, veliko ljudi mi je reklo, da zakaj ne bi šla na Slovenijo, ima talent, na primer. Ja. Glede na to, da si bila že prijavljena, ne? Ne vem, ful ne vem, zakaj mi je to tako, da mogoče pa ne bi šla. Ne vem, pač so stvari, ki jih moraš res premisliti, preden se prijaviš, no. Bi ti bilo tudi mogoče to, da te gledajo ljudje iz Slovenije oziroma, mislim, ne vem, Slovenci na nek način, ko pa Hrvati pa Srbi, ko je to večja država? Mislim, ne bi, pač nimam nobenega problema s tem, da bi me, ne vem, Slovenija gledala ali pa karkoli, ampak se mi zdi, da hrvaška stran pa srbska stran, tako pač cel Balkan to zavzame, ne, in to se mi zdi, da večja kapaciteta ljudi vidi, ko pa pač slovensko sceno, ker se mi zdi, da itak Slovenci se bolj obračajo na hrvaško pa srbsko stran, ker se mi zdi, da Srbi ne bojo glih slovenskih šovov gledali. Ne, to tudi že zaradi samega jezika mogoče ne. Tako da mogoče zaradi tega. Ne vem. Kaj si pa iz izkušnje Superstara pobrala? Si mogoče več samozavesti dobila? Mogoče kako tremo razbila? Ali je bilo obratno, da si še več treme dobila? Povej. Treme, mislim, tako za vsako je manj, no. Mislim, je še tisti mali del treme, ki je dejansko dober, da ga imam, ampak ni pa tako, da bi bilo kritično. Pa fajn mi je bilo ful, da res ti dejansko povejo ljudje, ki se ukvarjajo z glasbo, ne vem, kaj lahko izboljšaš, pa kaj lahko še dodelaš. Tako da sem hvaležna za to izkušnjo. Torej si veliko od tega odnesla v bistvu in od njihovih komentarjev. So bili pa vsi dobro namerni, verjetno, da bi bil kak slab. Torej, čestitke, še enkrat. Hvala. Zdaj čakate še matura, zaključuješ 4. letnik, imaš že izbran faks? Imam na pedagoško, sem se vpisala.
ti je to želja, da bi delala z otroki? Vem, da zdaj si dijakinja predšolske vzgoje. Ti je to mogoče ljubše kot glasba ali sta to čist neki ločeni področji in imaš oboje rad? Mislim, jaz sem ful oboje rada, no, tako z malimi otroci mi je ful fajn delati. Jaz sem hotela iti prvo na glasbeno pedagogiko. Aha, Ja, glih, ja, To je je nek bil- presek obojega. to je bila prva opcija, ampak bi jaz mogla na te izpite iti, sprejemne, in bi mogla pač spet, mislim, jaz sem hodila v bistvu spet nazaj na klavir, ampak mislim, vse mi je ostalo pod prsti, ampak meni ta klasika mi je mal, ni mi več toliko do tega, da bi klasiko pa to igrala. In sem se, mislim, tako očitno se je z razlogom zgodilo, da pač ne morem iti na ta faks, da me pač nekaj drugega čaka, jaz sem to tako vzela in mi je fajn, da sem se zdaj na pedagoško upisala. Tako da, ja. V bistvu imaš te dve smeri, v bistvu, ali eno ali drugo. Ja. Tako, to je super. Evo, mi smo v bistvu že skoraj do konca prišle. Zdaj za tebe imam še par hitrih vprašanj, tako rečem temu. Zdaj cilj je, da ne razmišljaš preveč oziroma da nekako poveš prvo stvar, ko ti pade na pamet. Okay. Ampak lahko tudi malo več predebatiramo o teh vprašanjih, ne rabiš zdaj pod kakim pritiskom biti ali pa karkoli. Kera je tvoja trenutno najljubša pesem? Leila od Erika Claptona. To je bil hiter odgovor. Kaj je ena stvar, brez kere ne greš od doma? To je pa dobro vprašanje. Denarnica. Pameten odgovor. Kaj pa, če bi lahko živela v katerem koli letu ali pa obdobju, v katerem bi živela? In zakaj? Joj, to je pa... Po mojem tako 2000 ali pa tako 90. Aha, bi rekla za sebe, da si mal nostalgična duša? Ja, Res? dost. Ja. Okay. Kaj pa najljubši koncert, na katerem si bila? Pač, da sem jaz pela ali tako, da sem bila dejansko na koncertu? Zanimivo. Jaz sem mislila vprašanje, kot da si bila na koncertu, ampak lahko boje poveš. Jaz, da sem igrala, mi je bilo najbolj všeč pri Magnifiku, ker sem tudi od njega zelo spodbudnih besed slišala. Aha, ok. In mi je tako res cool modeljeno, moram reči. Drugače pa koncert, ne vem, tako meni so, če hodim na koncerte, vsak koncert mi je po svoje ful res všeč in probam čim bolj uživati. Veliko hodiš na koncert? Ja, tako, zdaj po zimi ne, ker se mi pač tako rajvam koncerte, da so zunaj, da ni ne vem v kakej areni zaprto ali pa kje noter. Ampak mi je zdaj v tem letu mi je bilo najljubše, ko sem bila na Džiboniju v Samoboru. Ker jaz pa Ati hodimo na Džibonija skupaj, ker nama je res pri srcu. In mislim, res on zna tako lepe koncerte narediti, da res tako, če kdo ni šel, ne gre na Džibonija, ker je full fajn. Aha, torej vsem priporočaš. Ja. Gledalcem, poslušalcem naj grejo na Džibonija. Ali pa na Magnifika. Ali pa ja. Ok, zdaj to je to od mojih hitrih vprašanj. Hvala lepa še enkrat, da si prišla. Želim ti veliko sreče pri študiju oziroma pri končevanju letnika in pa tudi pri novih glasbenih projektih. Za na konec lahko še poveš, če imaš kak glasbeni projekt ali pa kaj, če je kaj v nastajanju. Prvo bi se rada zahvalila za povabilo. Ampak ja, zdaj v planu, mislim, je nov komad, ampak je še tako mal ne. Lahko poveš kako skrivnostno informacijo za poslušalce. Je v angleščini. Ok. Ampak ja, mislim pač nek mal tako nov stil, ki ga jaz nisem pričakovala, da bi ga pela. Ampak tako zdaj bomo videli, če bo to ali ne bo. To pa mogoče kakšno sodelovanje z slovenskimi glasbeniki. Slovenskimi lokalnimi glasbeniki? Ne, lokalnimi. Malo večjimi glasbeniki. Res? Ja, ampak je to še v vprašanju. Mislim, se dogovarjamo.
In Okej. upam, da se zmenimo. No. Jaz ti želim veliko sreče tudi pri tem Hvala. in da si ti res uresniči vse tisto, kar si boš zadala. Hvala. Hvala še enkrat, da si prišla. Ni zakaj. Mi se pa vidimo v naslednji epizodi. Hvala za poslušanje.